Dober dan. Zakaj pa sploh rabimo rastlinjake, pa zakaj cvetlice ne rastejo noter, ne pa zunaj? To je poanta rastlinjaka. Da ustvarimo pogoje, da rastline hitreje zrastejo in hitreje zacvetijo. Sadike vzgajamo tako, nekatere kupimo čisto majhne, pri nekaterih pa vzamemo semena in jih v take majhne lončke posadimo. No, in tle lahko vidimo že, naprimer, rastline, ki smo jih konec zime posejali. Te smo malo kasneje, te smo že pomladi, tole smo pa konec zime posejali. In poglejte razliko. Kakšen je pa delovni dan v tem rastlinjaku? Vse rastline je treba pregledati, jih je treba zaliti, je treba ugotoviti, a je mogoče prenizka temperatura, je treba temperaturo zvišati. Če je preveč svetlobe, pogledamo, a se te zavese, ki jih imamo tukaj po rastlinjaku, premikajo ali ne. In potem gremo do vsake rastline in pregledamo. Kako pa vi sploh pregledate rožo, če pa ni prostora, da pa tam tudi ni nobene poti, da bi sploh lahko pregledali? Imamo en trik pri teh mizah. Te mize so gibljive. Poglej, odmaknemo in tle noter se pa že lahko en človek stisne. In gremo za mizo in se lahko stegnemo do sredine. In potem še z druge strani spet do sredine. Kako pa zalijete toliko velik rož, če jih je pa toliko ogromen? A vsako posebej? Če pogledamo tlele mize, imajo mize take kanalčke, in po teh kanalčkih se pretaka voda. To pomeni, da voda pride skozi cev tlele ven, se razlije po celi mizi, po teh kanalčkih in se napolni do roba. In ko se napolni do roba, jo rastline od spodaj posrkajo. Kaj pa je ta palca na tleh, kakoli že je? Evo, to je taka zalivalna cev, s katero zalivamo tiste rastline, ki na mizi, naprimer, imamo en del rastlin, ki potrebujejo več vode. Koliko vode pa približno porabite na dan? Takrat, ko so višje temperature, ko je tudi veliko izhlapevanja iz lončkov, se porabi največ vode. In to je lahko tudi 12.000 litrov. Kaj pa je to za en stroj, pa kako sploh to deluje? Ta stroj potrebujemo zato, da so lončki čim prej napolnjeni z zemljo in da lahko čim prej začnemo saditi. A bi bila vidva vrtnarja in bi zbirala lončke v gajbico? Ja. A vključimo mašino? Ja. No, dajmo. Evo, 3, 4... O ne. Evo, bom jaz še enega vmes vzel. Pazi. A je že polno? Ja. To pa treba pa hitro. Kaj bomo pa zdaj delali? Kaj misliš, zakaj imamo rastlince v takih lončkih, pa dva velika okrasna lonca? Meni se zdi, da jih bomo presadili. Tako je. In ustvarili si bomo en tak spomladanski nasad. Kam pa dava lončke? Lončke pa lahko na tla zlagate v tak stol. Mi se bomo pa ustavili dva prsta plus tale debelina lončka. In zdaj, če dava takole lonček, midva imava, naprimer, že nekako skoraj dovolj zemlje. Veš, verjetno ima tako veliko korenin tale spominčica. Evo, poglej, a vidiš? Tu pa je veliko. Zdaj moram sam še potlačati. A pol, ko jih damo v zemljo, pa še obdamo z zemljo? Ko bomo vse rastline dali z lončka, jih postavili v korito, jih bomo tudi zasuli naprej. Rastline so posajene, ne morajo se kar ven izpult, se pravi, si jih dobro posadil, kar malo više, tako. A čez cvete lahko tudi zalivamo? Tudi lahko zalivamo. Zdaj jih bomo še umili, ko smo sadili rastline, jih bomo še malo umili.